Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubitelice in ljubitelji športa, dober večer in dobrodošli v še enem tretjem polčasu. V Laškem bosta nocoj znana finalista letošnjega pokala Špar. V prvem polfinalu bodo Šentjurčani skušali presenetiti novomeško Krko. Čez približno uro in pol bo konec drugega polfinala med Zlatorogom in Unionom Olimpijo. O razpletu jutrišnjega finalnega obračuna seveda v naših informativnih oddajah prihodnji teden ter v našem prihodnjem tretjem polčasu. Več o vsebini današnje oddaje pa v napovedniku. Košarkaricam atleta 10. pokalna lovorika. Triglav nemočen tudi v prvi tekmi četrtfinala Jadranske lige. Rokometaši Celja Pivovarne Laško se bodo od Lige prvakov poslovili jutri proti čehovskim Medvedom. Celjske mesnine in Mlinotesta se razšla brez zmagovalca. Košarkarice celjskega atleta so 10. v zgodovini kluba osvojile slovenski pokal. Na finalnem turnirju v Slovenskih Konjicah so v polfinalu premagale Maribor, v finalu pa s kar 77 proti 49 še lanskoletnega pokalnega prvaka kranjskega Triglava. Košarkarice celjskega atleta so več kot zasluženo prišle do nove lovorike. V polfinalu pokalnega tekmovanja so najprej visoko odpravile Mariborčanke, v ponedeljkovem finalu pa še branilke naslova iz gorenjske prestolnice. V celjskem taboru je pred to tekmo vladal še grenak priokus lanskega finala v Vojniku, ko so Kranjčanke zmagale za točko, zato so si te zmage želele še nekoliko bolj. Kljub še vedno odsotnima Marici Gajič in Almi Potočnik so varovanke Damirja Grgiča Triglavanke povsem odrezale in si že v prvem polčasu nabrale 23 točk prednosti. Končna razlika je znašala 28 točk. Eva Lisec je z 22 točkami in 11 skoki dosegla dvojnega dvojčka in bila izbrana tudi za najbolj koristno igralko turnirja. Rebeka Abramovič je prispevala 16, kapetanka Maja Erkič 12 in Tina Jakovina 11 točk. Ponedeljek je napočil, koliko jeze ste prihranili za danes, kar ste napovedali na prejšnji tekmi Mednarodne lige? Moram reči, da nas že celo leto, saj ni dosti deklet ostalo od lanskega leta, pa vendarle vse nas je nekako, smo imeli nekako grenak preokus, kako in na kakšen način smo lansko leto izgubili to pokalno tekmovanje, pa vendarle prinesli ga bomo nazaj v Celje, prinesli smo ga, čestitam igralkam na zasluženi zmagi, mislim, da smo kontrolirali tekmo od samega začetka do konca, predvsem smo dobro taktično pripravili tekmo in pa psihološka reakcija igralk izjemna. Mislim pa, da je tudi kvaliteta na naši strani, vendar to pri mladih igralkah nikoli ne veš, kakšna bo reakcija, tako da danes smo odreagirali super, za kar jim čestitam. Gre za jubilejno lovoriko, ste morda že razmišljali, kako jo boste proslavili? Ma ne, to bodo ljudje v upravi povedali, kaj imajo v mislih, mi se s tem ne obremenjujemo. Že jutri imamo takoj ponoven trening regeneracijski, kjer se moramo predvsem psihološko pripraviti za četrtkovo tekmo proti Triglavu v Jadranski ligi, ki bo sigurno 100% sem čisto drugačna tekma. Ali je to tudi napoved, da boste posegli še po kakšni lovoriki? Jaz upam, da bo. Delali bomo vse v tej smeri, da do tega pridemo. Moramo veriti, da se nam bodo kmalu priključile tudi ostale tri igralke, Gajičeva, ki danes ni igrala, Mišeličeva in pa Potočnikova, tako da bomo bili v rotaciji še močnejši. Jaz upam na najboljše v nadaljevanju lige. Danes nikakor nismo uspeli najti naše igre. Celjanke so se dobro pripravili na nas, zasluženo zmagale, za kar jim iskreno čestitam. Mislim pa, da je velik pečat pustila tudi včerajšnja polfinalna tekma, kjer smo se precej spraznili, tako emotivno kot fizično. Ampak vseeno, v finalu bi moral biti malce drugačen pristop, morali bi odigrati še bolj predrzno, še bolj odločno. Ampak nekako, tako kot ste rekli, ni nam steklo in zaslužena zmaga Celjank. Že čez 3 dni se boste znova sestali z njimi, tokrat v četrtfinalu Mednarodne ženske regionalne lige. Gotovo lahko pričakujemo povsem drugačno sliko. Sigurno bomo naredili vse na tem, da bomo bolj konkurenčni Celjankam.
Ritem je res naporen, moramo se sedaj dobro regenerirati, narediti dobro analizo in se čim bolje pripraviti in poskušati presenetiti favorizirano ekipo. Eva Lisec, v škatli, ki ste jo prejeli, piše I'm not perfect, pa vseeno osvojili ste naslov najbolj koristne igralke turnirja. Vam to veliko pomeni? Kaj to recimo pomeni tudi za nadaljevanje sezone? Jaz bi rekla, da pač ta naslov za mene, ko sem ga dobila, ne pomeni toliko, kot ta zlata medalja, ko smo jo osvojile vse skupaj. Punce smo se konkretno postavile nasprotnicam, pokazale, da dominiramo, zmenile smo se držale smo se vsega, kar smo se zmenile in na koncu slavila in ja, ponosna sem na moje punce. Danes ste bili še posebej sproščeni, glede na to, da je šlo za malo nenavaden termin tekme ponedeljek, vam to mogoče leži? Pa mi se nismo ozirali na to, vedeli smo samo, da moramo zmagati, za lani vrniti Kranjčankam, vse ostalo so bile nepomembne stvari, bile smo skoncentrirane in ja, slavile. V četrtek znova tekma s Triglavom, verjetno se bodo prikazale v nekoliko drugačni luči. Ja, mi pričakujemo mogoče, da bojo zdaj nam hoteli vrniti za ta poraz, ampak ne glede na vse, mi gremo naprej, pokal je za nami, veseli smo, da smo zmagali. Pričakujemo težko tekmo, zdaj imamo še 2 pomembne tekme z njimi, ker se nam gre za zaključni turnir MŽRKL in hočemo zmagati in ja. Celjsko ekipo že v četrtek čaka novo srečanje s Triglavom. Z njimi se bodo v domači dvorani pomerili v okviru četrtfinala Mednarodne ženske regionalne košarkarske lige, tekma pa se bo v dvorani Gimnazije Celje Center začela ob 18. uri. Le 3 dni po finalnem pokalnem obračunu so se Celjanke in Kranjčanke srečale tudi v prvi tekmi četrtfinala Mednarodne jadranske lige. Podobno kot v finalnem pokalnem obračunu so bile tudi tokrat prepričljivo boljše Celjanke, ki so zmagale z 72-53. Tekmeca igrata na 2 zmagi, druga tekma bo prihodnji četrtek v Kranju. Tako kot v ponedeljek v Slovenskih Konjicah so tudi tokrat Celjanke odlično odprle tekmo in povedle z 8-0. Gorenjke so se še v najlepši luči prikazale sredi druge četrtine, ko so se zaostanka duca točk približale na 3. To jim ni pomagalo k večjim upom na zmago, saj so gostiteljice takoj znova povišale prednost. V tretji četrtini je ta znašala 23 točk in vprašanja o zmagovalkah ni bilo več. Končna razlika je znašala 19 točk. Točko več je dosegla najboljša strelka srečanja Maja Erkić, Eva Lisec pa je ob 16 točkah ujela še 12 odbitih žog. Pri gostjah je 16 točkami prednjačila Laščanka Živa Zdolšek. Psihično zelo težka tekma, vemo, da po pokalu, kjer so obe ekipe izpraznjene, nekako mi smo očitno bili manj, tekma z veliko napakami, pa vendarle vodimo v seriji 1-0 in jaz čestitam igralkam. Še ena tekma je saj pred vami, s Triglavom boste poskrbeli, da ne bo prišlo tudi do tretje. Jaz srčno upam, da bo temu tako, zato moramo biti maksimalno osredotočeni. Prvo imamo tekmo v Grosuplju v ligaškem delu, potem pa gremo na povratno tekmo v Kranj, kjer bi si želeli zaključiti to serijo in se uvrstiti v sam finale Jadranske lige. Če slučajno to ne bo temu tako, potem imamo še eno možnost, da pred domačim občinstvom si le to zagotovimo. Ste morebiti že z vodstvom kluba govorili tudi o tem, če bi bilo primerno, da bi gostili ta zaključni turnir? Ne, mislim, da to ni realno v tem trenutku. Mislim, da se bo sam turnir zgodil v Italiji ali v Zagrebu, tako da o tem sploh ne razmišljam. Ja, spet smo, tako kot že prejšnjo tekmo v finalu pokala, šle v tekmo malo preveč medlo. Pol smo nekako do konca druga polčasa ves čas lovile ta zaostank, nekako prišle malo bliže. V tretji četrtini spet preveč popustile, na koncu so Celjanke zmagale z 20 pik razlike. V kratkem času ste se zdaj s celjsko ekipo že 3-krat pomerile. Mislite, da boste lahko na četrti tekmi našle formulo za uspeh? Ja, me se sigurno po tej tekmi ne predajamo. V Kranju bomo spet skušali dokazati, da se lahko enakovredno kosamo s Celjankami in seveda poskusili zmagati.
Kako je spremljati tekme s klopi, ogrevate se, potem pa vidite določene stvari na igrišču, pa ne morete sodelovati? Ja, zelo težko je že od začetka, mislim, da ne morem pomagati ekipi, ampak zdaj počasi se začenjam priključevati ekipi in v ponedeljek imam slikanje noge spet in mislim, upam, da bo v redu. Jaz sicer ne čutim več bolečine in komaj čakam, da prijem nazaj na igrišče. Se pravi, je možno, da se soigralkam priključite že naslednji teden? Ja, če bo vse po planu in bo vse v redu, mislim, da ja. S kakšno močjo pa sedaj trenirate? Menite, da boste za finalni turnir, seveda, če se van uvrstite, že v polni tekmovalni formi? Ja, ves ta cajt, ko sem bila poškodovana, nisem bila pasivna, sem delala ene vaje in v fitnessu sem bila aktivna in mislim, vsaj se bom potrudila, da prijem v čim boljšo formo in upam, da bo to dovolj, da lahko nastopim na finalnem turnirju. Mislim, bomo videli. No. Zdaj počasi laufam in počasi začnem delati, obremenjevati nogo. Naslednji teden bo že to kar ozbiljno. Ste morda v teh dolgih minutah na klopi in mogoče razmišljali, če bi kdaj tudi ekipo vodili kot trenerka? Ja, o tem iskreno nisem razmišljala. Opažam na igrišču, šele zdaj se zavedam naših napak in koliko rezerve imamo mi v bistvu, ampak ne vem, če bi kdaj bila trener. Ni mi všeč ta vloga. Druga četrtfinalna tekma bo prihodnji četrtek v kranjski dvorani Planina. Tretja slovenska ekipa, ki sodeluje v četrtfinalu, grosupeljski Grosbasket, je za 22 točk izgubila pri podgoriški Budućnosti. Rokometaši Gorenja so v 17. krogu državnega prvenstva v sredo na gostovanju v Škofji Loki do zmage prišli v zadnjih sekundah tekme, ko je zadel Poljak Michal Šiba. Precej manj težav so imeli igralci Celja Pivovarne Laško, ki so v svoji dvorani s kar 36-24 premagali Riko iz Ribnice. Jaz bom rekel, da z rezultatom oziroma zmago sem zadovoljen. Moram pa reči, da v prvem polčasu v določenem delu so glave bile še vedno v Vespremu, kar nikakor ni dobro. Po drugi strani moram reči, da se je Ribnica v prejšnjem krogu doma premagala Krko z 17 zadetki razlike. Prišla je neobremenjena v Celje, prikazala, bom rekel, nek dopadljiv rokomet, ampak mislim, da smo pokazali oziroma upravičili vlogo favorita in povsem zasluženo zmagali. Bom rekel, da danes za nas, glede na to, da je Celje bolj kvalitetna ekipa, ni bil rezultat v prvem planu. Jaz raje vidim, včasih se mogoče to čudno sliši, ampak raje vidim, da dobro odigramo pa da izgubimo, kot pa da igramo slabo pa zmagamo. Danes smo odigrali bolj kot na zadnji tekmi, tukaj v Celju v pokalu. Je bilo pa še vedno preveč teh napak in pač razlika je pač tako, kot je. Neki momenti, določeni momenti v igri so bili dobri, je pa še veliko teh zadev, ki jih moramo popraviti. Mislim, da če smo pošteni, lahko rečemo, da nismo odigrali glih na 100%. Videlo se je skozi celo tekmo, smo se nekako mučili v obrambi, ampak kljub temu na koncu je ta razlika kar realna. Na koncu smo stisnili, smo jim ušli na 10-11 razlike in mislim, da je to potem odločilo. Po manj kot mesecu dni se je po poškodbi dlančne kosti v celjsko moštvo vrnil organizator igre Miha Zarabec. Ni še do dobra zaceljena, ampak mislim, da počutim se odlično. Napredujem z dneva v dan, imamo še kontakt, me malo na trenutke zaboli, ampak mislim, da ko je to tekma, da je to z adrenalinom se vse pozab, tako da lahko rečem, da sem že maksimalen. Ribničani kljub porazu ostajajo na 5. mestu prvenstvene lestvice, s čimer so znotraj ciljev, ki so se jih zastavili pred začetkom sezone. Cilj Ribnice je uvrstitev ne samo letos, ampak konstantno nekako uvrščanje med prvih 6. Lansko leto nam je to uspelo, smo bili 4. Letos nam dobro kaže, zaenkrat smo 5. Lahko ob nekih ugodnem razpletu pridemo tudi do 4. mesta. Če bomo pa odigrali slabše, kot smo igrali zadnje tekme in pa
Do sedaj smo pa lahko tudi slabši, tako da naše je, da poskušamo biti čim više, se pravi tam okrog 5. mesta. Celjani so pred tekmo z Ribnico v predzadnjem krogu skupinskega dela Lige prvakov gostovali v Vespremu, kjer so kljub borbeni in všečni igri na koncu izgubili z 29-26. Šli smo v Vesprem igrati rokomet, kar nam je, bom rekel, tudi v določenih delih, periodih tekme zelo lepo uspevalo. Mislim, da smo marsikaj upravičili tisto, kar smo si želeli. Nažalost pa so prišle tudi tiste minute, ki si jih ne želimo, in to je znala ekipa Vesprema pred domačim občinstvom izkoristiti. Na koncu smo bili nekako za 3 zadetke prekratki. Moram pa reči, da z določenim delom tekme sem lahko zelo zadovoljen. Žal pa, tako sem prej dejal, je pa nekaj minut tistih, ki si jih ne bi želel, oziroma ki jih proti tako dobremu nasprotniku ne smeš jih imeti, če želiš osvojiti točko ali 2, še posebej na njihovem terenu. Preučili smo jih dobro, že v Celju smo jim parirali, smo bili zelo blizu, ampak isto je bilo na tej tekmi, borili smo se do konca. Spet smo naredili tiste začetniške napake, oni so nam ušli na 4 gole razlike in ko loviš takega tekmeca, kot je Vesprem, ni lahko, ampak kljub temu smo pokazali en lep obraz. Žal mi pa je, da se nismo to nadgradili za zmago. Jutri ob 19. se bodo varovanci Branka Tamšeta v Zlatorogu poslovili od Lige šampionov. V rezultatsko povsem nepomembnem srečanju bo tekmet Celjanov rusko moštvo čehovskih Medvedov, 13-kratnih ruskih državnih prvakov. Naš moto je vsako tekmo nekako zmagati, dobiti, iti športno v boj. Na drugi strani bojo tudi čehovski Medvedi, ki niso tako slaba ekipa, kot kaže njihova 1 točka. Igrali neobremenjeno, igrajo nek zanimiv ruski rokomet, veliko tečejo, streljajo, tako da bomo morali biti res maksimalni. Jaz si želim, da bi fantje dobili podporo s tribun, tako strani Florijanov, kot tudi vsega ostalega občinstva, da bi napolnili še enkrat. Po mojem mnenju so si fantje to zaslužili v Ligi prvakov in z njihovo pomočjo nam bo sigurno lažje priti do tako željene zmage. Ja, mislim, da zdaj pa že lahko rečemo, da se ne bomo samo borili, ampak moramo odigrati na zmago, da se poslovimo v čim lepši luči. Mislim, da smo si tudi zaslužili skozi celo to sezono Lige prvakov, da smo res odigrali vse tekmo maksimalno, da smo pokazali veliko srce, ampak na tej tekmi pa moramo vse to kronati. Žal mi je, da se nismo uvrstili. Ampak smo mlada ekipa, ki se uigrava in prepričan sem, da bo drugo leto drugače. Kljub temu, da se Celjanom ne bo uspelo uvrstiti v drugi del najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja, lahko njihove rezultate in predvsem igro v skupini smrti ocenimo s pozitivno oceno. Po predstavah sodeč mislim, da smo kar osvojili ta cilj, ki smo si ga zadali pred sezono, ampak če lahko rečem, sem kar malo razočaran, ker vsako tekmo smo bili zelo blizu in na koncu nastale te napake, ki smo jih pa mogli žal drago plačati. Vem pa, da smo sposobni še veliko več, da se bomo vrnili močnejši in drugo leto med 16 je zagotovo osnovni cilj. Jaz sem pred začetkom, bom rekel, ko je bil pravi žreb, dejal, da nikomor ne bo lahko z nami. To se je tudi dogajalo, še posebej ne v Zlatorogu. Praktično nobeden nas ni nadigral. Slišal pa sem govorice, ko je bil žreb, da kar bo manj kot 10 proti Vespremu Rhein-Neckar-Levenu bo sigurno uspeh za mlado celjsko moštvo. Mi smo šli z motom, da posod poskušamo zmagati, igrati našo igro. Marsikaj od tega nam je uspevalo, žal pa smo osvojili, se pravi, do te sobote samo 4 točke in to je bilo v skupini smrti, kot smo jo poimenovali, premalo za napredovanje. Lahko pa rečem, da so vsi ostali strokovnjaki in vsi bili z našo igro navdušeni kot samo igro, kar smo prikazali, in nekako vsi v en glas zatrjujejo, da v vsaki drugi skupini bi se vrstili dalje, ampak takšen je šport, ne moremo nič. Smo pa postavili, bom rekel, na evropski zemljevid določene mlade talente iz Celja, kar pa je tudi, bom rekel, tisto, kar meni osebno največ šteje. V vodstvu celjskega kluba so med tednom potrdili novico, da David Miklavčič po letošnji sezoni odhaja k francoskemu prvoligašu Tremblaju. Zamenjal ga bo Žiga Mlakar, ki se bo po letu dni vrnil iz Maribora. Mlakar je s Celjani podpisal 3-letno pogodbo.
Rokometašice Celja celjskih mesnin so v 14. krogu državnega prvenstva v dvorani šolskega centra gostile rokometni klub Mlinotest Ajdovščina. Po ostri in borbeni igri na obeh straneh sta se tekmeca na koncu razšla z delitvijo točk. Celjanke so z rokometašicami iz Ajdovščine pred to tekmo imele nekaj neporavnanih računov, saj so v tretjem krogu v športnem centru Police proti Ajdovkam klonile 24-21. Celjske rokometašice so sobotno tekmo pričakale v odlični formi. V zadnjih 7 krogih državnega prvenstva so namreč zabeležile prav toliko zmag. Zadnjo izmed njih so v svojo statistiko vknjižile v prejšnjem krogu, ko so na gostovanju premagale Branik z rezultatom 30-34. Sobotno tekmo z Ajdovkami je zaznamovala čvrsta obramba na obeh straneh ter posledično nizko število zadetkov. Ja, se to pripelje tudi ljudi na tekmo, ne? Igraš dobro v obrambi, hitre protinapadi, atraktivno. Mi smo danes mogoče imeli majčkin smole, preveč smo golmana razbranili, upam, da bo v naslednjih tekmah šlo na bolje. Ja, seveda sem v bistvu jaz in moja ekipa smo pričakovali, glede na to, da smo že takšno grobo obrambo, grob način igranja doživeli tudi v Ajdovščini, ampak bilo je korektno, no. Tako je, takšen je šport, rokomet je pač grob šport in tak se igra. Bolje so tekmo začele Celjanke, ki so vodile vse do rezultata 5-4. Celjske rokometašice so nato zaostajale vse do drugega polčasa, ko sta si obe ekipi izmenjavali vodstvo. V zaključku tekme je sledila prava srhljivka, saj minuto pred iztekom igralnega časa semafor kazal 23-22 v korist Celjank, ki so imele napad za povišanje vodstva. A po korakih Sanje Vrček so Ajdovke izkoristile ponujeno priložnost ter v zadnjih sekundah izenačile na 23. Težko priborjene točke v gosteh so se razveselili tudi številni primorski navijači na tribunah. Preveč izgubljenih žog, to je prva stvar, prvi pokazatelj tega. Igrali smo sicer dobro v obrambi, mogoče malo preveč napadalno, no, nismo toliko ven izpadali na tiste igralke, imajo dobro srednjo igralko, predvsem levo in šutirajo in bi bilo na njih dobro ven izpadati. Sicer Ajdovščina je dobra ekipa, ne bi smeli podcenjevati, v bistvu jih tudi nismo, ne. Ampak golman nas je tudi uničil, pol visoke. Vedeli smo, na katerih žogih je slaba, konec koncev pika je naša, to je to. Za naslednjo tekmo upamo na zmago, ne? Glede na potek tekme, jaz mislim, da so mi kar dobro odnesli. Ajdovščina se je pokazala kot ena dobra ekipa, tako tudi kotirajo na lestvici. Mi smo igrali malo v krčo, malo se poznalo. Imeli smo zdaj malo probleme, ker dve niso trenirali, ker so bile na rogli za šolo in vsaka igralka posebej se pozna, tako manj številčno, tako pri nas. Celjanke so sobotnim remijem utrdile 3. mesto na lestvici državnega prvenstva, saj so rokometašice Žalca in Pirana klonile proti Krki ter Zagorju, kar pomeni, da imajo Celjanke pred zasledovalkami točko naskoka, do 2. mesta pa jih trenutno loči 6 točk. V naslednjem krogu rokometašice iz Knežjega mesta gostujejo pri zadnje uvrščeni ekipi iz Naklega. Ja, seveda, mi igramo tak vsak tekmo, igramo na zmago. To tekmo bomo videli, treba je spet malo glave miriti, pogledati, kaj smo delali narobe, da tega ne bomo naredili in se podati nove zmage. Kako je bilo igrati danes pred takšno bučno podporo s tribun? Ja, dobro občutek je, da spodbuja, pa da je taka dobro vzdušje za igro, mi je všeč. Naslednja domača tekma Celjanke čaka 7. marca, ko bodo gostile drugo uvrščeno ekipo Zagorja. Velika, prav posebna akcija Tuš trgovin. Svinjska ledja brez kosti, samo 3,98 € za kilogram. Vedno za vas. Trgovine Tuš. Brez velikih zgodb, brez grandioznih obljub, brez laži, brez olepšav, brez praznih besed, brez dodatkov, brez vsega. Le voda. Oda. Življenje jo hoče. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo, kako pravilno lepiti keramiko. Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si.
Ste pripravljeni na nepozaben dan z mano? Uživajte zmagovalci na edinstvenem biatlonskem dnevu. Obiščite www.zimskazmaga.si. Velika, prav posebna akcija Tuš trgovin. Sir edamec, samo 3,19 € za kilogram. Vedno za vas. Trgovine Tuš. Spoštovane gledalke, dragi gledalci, smo v rubriki V središču. Nocoj namenjamo hokeju, kajti hokejisti Celja so po okroglih 20 letih spet polfinalisti državnega prvenstva. Nazadnje se je to zgodilo leta 1995 in zdaj ponovno letos, potem ko so Celjani v četrtfinalu z 2-1 v zmagah premagali moštvo Bleda. V našem studiu pozdravljam Roka Rojška, trenerja hokejskega kluba Celje. Rok, lep pozdrav, čestitke. Hvala. In pa Tima Ograjenška, enega izmed igralcev celjskega kluba. Lep pozdrav tudi vam seveda čestitke. Hvala. Rok, leta 1995 ste bili zraven v vlogi igralca, zdaj ste trener celjskega kluba, vmes sta minili 20 leti in Celjani imamo ponovno svoje moštvo v polfinalu med 4 najboljšimi moštvi slovenskega državnega prvenstva. Ja, zdaj v prvem pomisliku sploh ne vem, zdaj, je to fajn ali je slabo, ker je že minilo 20 leti od tega. Smo se malo postarali že vmes. Ja, vsekakor sem vesel, da se je to spet zgodilo. To pomeni, da se hokej Celje vrača. Moram reči, da po lanskem začetku s člansko ekipo, po 15 letih, mogoče celo nismo pričakovali, da bi lahko se uvrstili med 4 ekipe v Sloveniji že kar drugo sezono. Zato sem še posebej vesel, da nam je to uspelo, ampak mislim, da smo to letos naredili povsem zasluženo. Četrtfinalu je bil tekmec Bled, 3 tekme ste odigrali na tej odločilni, zmagali prepričljivo z 10-3. Kakšna je ocena teh četrtfinalnih tekem, kako je bilo na teh 3 tekmah z Blejci? Če začnem kar s prvo tekmo, ki smo jo izgubili doma 6-2, moram reči, da v tistem trenutku naša igra ni bila na pravem nivoju. Sploh v obrambi nismo odigrali tako, kot je bilo treba. Tako da smo se odločili, da tisto tekmo probamo čim prej pozabiti. Mogoče, da je to bil naš slab dan. Čeprav so vse tekme v letošnji sezoni med nami in Bledom bile težke. Potem 14-dnevna pavza po tisti prvi tekmi. Vmes reprezentančen break, kar se nam pozna, ker ti reprezentanti, ki imajo dosti veliko minutažo tudi v članski ekipi, imajo veliko minutažo tudi v mladinski reprezentanci. 3 tekme na reprezentančnem nivoju, potem prihod domov in tako naslednji dan članska tekma proti CLMZ-ju. In čez 2 dni po tej tekmi še ta druga tekma z Bledom, ki je bila odločilna. V tem času smo bili recimo dosti utrujeni, sploh te igralci, ki so bili v reprezentanci. Tekma je bila težka, dobili smo jo po podaljšku. Lahko bi se obrnili tudi drugače, ampak jaz mislim, da je prelomila tista naša tekma s CLMZ-om, kjer smo v obrambi res odigrali tako, kot smo si vedno želeli. In to se je preneslo tudi na tisto tekmo z Bledom. Igrali smo v obrambi odlično, bi rekel, v napadu mogoče v malem krču, ker je pač tekma za nas pomenila že izločitev iz državnega prvenstva, če bi jo izgubili. No, po tisti tekmi smo imeli še 2 tekme, recimo Triglav in pa Bled v Ligi INL, tako da je bil prisotna utrujenost. Ampak po tej tekmi je bilo potem 2 dni odmora, en lahek trening in priprava na to zadnjo tekmo, ki pa, če jo malo povzamem, smo res začeli v obrambi dobro, dosegli tudi gole. Mogoče tudi njihov golman od začetka ni bil na tistem pravem nivoju. Sicer je bil rezultat od začetka 2-1 in v tistem trenutku bi se lahko tekma tudi obrnila. Oni so imeli neke pol šanse, recimo, ampak še vedno je bila naša igra v obrambi prava. Potem pa 2 gola po meni odločilna. V zadnji minuti prve tretjine smo povedali s 3-1 in pa v prvi minuti druge tretjine 4-1 in potem smo se v napadu čisto sprostili. Igra nam je stekla v napadu, koliko znamo, in mislim, da v tistem trenutku po rezultatu 4-1 je vsaj meni bilo jasno, da bomo tekmo gladko dobili. Tim, kako ste vi videli to tekmo, pa nasploh ta četrtfinale z Bledom?
Ja, tako je že Rok rekel, prvo tekmo smo res odigrali ne na pravem nivoju, zato smo jo tudi takrat zasluženo izgubili. Potem druga tekma smo se nekako za las izvlekli v podaljških, ker če bi takrat, tako je tudi že Rok rekel, da če bi se takrat malo drugače obrnili, bi že v bistvu lahko že tam izpadli, ampak na srečo se je obrnilo nam v prid. Tretja tekma pa ja, vse nekako sprostili smo se po par... Na papirju izgleda zelo enostavno, 10-3, verjetno je bilo težje na samem ledu. Ja, sploh na začetku je bilo težje, pa pač ko smo res dosegli tistih par golov, je pa bilo res pač sproščeno, smo lahko igrali in smo lahko tudi pokazali na ta način tisto, kar znamo, največ, kar znamo. Ste bili precej utrujeni, tako kot je že trener rekel, zaradi teh številnih tekem, ki ste jih morali igrati? No ja, utrujenost je sigurno bila prisotna, ampak nekako so zaradi tega, ker smo imeli tukaj tekem, bili pol treningi tukaj lažji in mogoče ni bilo, mogoče zaradi tega nismo pač čutili te utrujenosti, tako bi jo pa v primeru, da bi imeli mogoče na en teden tekmo, pa bi bili treningi zaradi tega nas težji. Rok, polfinalna para sta Celje, Olimpija in pa Jesenice, Triglav. Datum pa šele 28. marec. Zakaj šele takrat nadaljevanje prvenstva? Ja, zato v Sloveniji imamo problem, to smo že večkrat poudarjali, ker Olimpija igra v Ligi Ebel. Zdaj potekajo tam boji isto za končnico, isto tudi v Ligi INL, kjer igramo ostali slovenski klubi, potekajo boji za končnico in drug teden se začne recimo v Ligi INL tudi končnica in datumi državnega prvenstva so bili nastavljeni na ta način, da ne bi bilo preveč tekem, recimo če bi se kdo od naših klubov, Jesenice v INL so sigurno v končnici, mi in Slavija se borimo za to drugo slovensko mesto v končnici. Olimpija mislim, da nima več šans v Ligi Ebel, ampak pred začetkom sezone, ko se postavljajo termini za državno prvenstvo, se tega ne ve in zato tak datum. To je verjetno nagrada za vaše moštvo, za vaše fante, tu nimate kaj izgubiti, lahko boste verjetno povsem sproščeni, igrate proti v tem trenutku najboljšemu slovenskemu moštvu verjetno. Ja, jaz sem vesel, da igramo proti Olimpiji. Olimpija je državni prvak, aktualni, večkratni v zadnjem času. Mi smo v državnem prvenstvu, bi rekel, svoje naredili letošnjo sezono, ampak to ne pomeni, da bo Olimpija prišla na izlet v Celje. To lahko potrdim. Motivacija ali pa motivirati igralce za tako tekmo sploh ni treba. Vsak mu je motiv igrati. To smo že na prvih dveh tekmah proti Olimpiji v državnem prvenstvu pokazali, čeprav niso prišli v polni postavi, ampak tudi če bojo v polni postavi, verjamem, vsaj v Celju ne bo lahko. In kako igralci gledate na to polfinale in na ta dvoboj z Olimpijo? Letos ste recimo že premagali, čeprav je Rok dejal, da ni bila čisto v popolni postavi, pa vendarle. Ja, proti Olimpiji bo vsekakor nek višji nivo. Igralci, ki igrajo tam, pač igrajo Ligo Ebel, ki je vseeno kar dosti višji nivo, kot je Liga INL, zato bo potrebno se še bolj potruditi, ampak motivacija pa vsekakor je na višku, da se mogoče malo pač še pokaže, še kako bi rekel, tudi proti boljšim ekipam, da lahko igraš. In se bomo borili in sigurno jim ne bomo pustili, da nas lahko premagajo. Menite, da lahko presenetite mogoče sploh na svojem ledu? Ja, jaz upam, pa vem, da se bomo igralci potrudili, da nam to uspe. Rok, verjetno realno gre tudi letos pričakovati ta večni dvoboj v finalu Olimpije Jesenice. Ja, to je realno, ampak jaz še vedno verjamem, da se čudeži dogajajo in da se tudi lahko čudež zgodi. Realno po igralskem kadru, po izkušnjah, po številu težkih odigranih tekem so v prednosti tako Jesenice kot Olimpija, ampak nikoli ne veš. Naš ključ igre proti Olimpiji bo trdna obramba, tako kot na zadnjih 5 tekmah smo dobili 5 tekem zaporedoma v državnem prvenstvu in INL-ju. V teh tekmah je bila ključ
Trdna obramba, disciplinirana obramba in pa naš golman je bil na nivoju in to je odločalo te zadnje tekme in na ta način bomo probali tudi igrati polfinale proti Olimpiji. Če se zdaj ozreva še malce na INL ligo, ta konec tedna je pred vami zadnji krog, torej redni del se končuje. V Mestnem parku boste igrali s Slavijo in po naših podatkih, torej če osvojite že točko, to pomeni, da ste v play-offu med najboljšimi 8 moštvi tega tekmovanja in da si boste priigrali še najmanj 4 dodatne tekme v končnici. Beseda dve o Slaviji in pa o tej tekmi, ki vas čaka v soboto. Slavija je nekje, v bistvu poznamo dve vrste Slavije. Slavija brez igralcev iz Olimpije, ker vemo, da je Slavija farm team ali pa druga ekipa Olimpije recimo. Tam je 5 igralcev, ki lahko igrajo tudi za Slavijo, zdaj ali jih Olimpija posodi ali ne. Se pravi, če te igralci pridejo, je to vse ena druga ekipa. Pridejo igralci, ki imajo več izkušenj, ki imajo nekaj nastopov v Ligi Ebel, ampak to še ne pomeni, da jih mi ne moremo premagati. Mi to točko lahko osvojimo in bomo tudi šli na to, da to točko osvojimo. V bistvu mi bomo šli na zmago, pa je pa to tekma, ki bo izenačena, v vsakem primeru bo izenačena, če pridejo v polni postavi in se bomo borili za to 8. mesto. Tim, vaša napoved glede Slavije in te odločilne tekme v soboto, kar se tiče uvrstitve v play-off? Ja, naš cilj je sigurno, da dobimo vsaj točko, zato se bomo potrudili tako smo se na vseh teh zadnjih tekmah, ko nam je šlo res na nož, ali kako bi rekel. Tako da, ja, potrudili se bomo, da pokažemo spet, da teh zadnjih par tekm ni bilo samo sreča, ampak da res znamo dobro odigrati, da znamo trdno se postaviti v obrambi in pa tudi upam, da nam bo šlo v gol, tako nam je šlo na zadnjih tekmah. Imate kaj insajderskih informacij, bo Olimpija pustila teh 5 fantov ali ne? Ja, informacije več, zdaj govorijo, da ja, drugi, da ne, ampak mi se na to ne bomo ozirali, mi se bomo pripravili na svojo tekmo, pa mislim, da bomo odigrali dobro, ne glede na to, ali bojo oni z igralci iz Olimpije ali pa brez. Ste zadovoljni z nastopi letos v Ligi INL, kot sva že omenila, pred vami je zadnji krog rednega dela. Kako ocenjujete celjske nastope letos v tem tekmovanju, druga vaša sezona v Ligi INL? No, jaz mislim, da je sezona druga veliko boljša od lanske prve. Tudi imeli smo več točk, osvajali smo točke tudi proti avstrijskim moštvom, kar nam v lanski sezoni ni uspevalo. Sprav smo v povprečju eno leto starejši, čeprav mislim, da še vedno sodimo, da smo najmlajša ali pa druga najmlajša ekipa v ligi. Zato tudi pridemo do nekih v celi sezoni, ki je dosti dolga, pridemo do nekih nihanj, imamo, ne vem, slabih 14 dni, pa zgubljamo tekme ali pa na sami tekmi pride do nekega nihanja, ampak v zadnjih 5 tekmah smo držali ta nivo celo tekmo in tukaj se že vidi napredek, tako da v primerjavi z lansko sezono je veliko boljše. Tim, vaš pogled na letošnje nastope v Ligi INL, mogoče tudi primerjava, kakšna je letos ta liga v primerjavi z lansko, kaj lahko rečete? Ja, v bistvu liga je 5 italijanskih moštev je letos, ki so lani igrali, jih ni, ampak zaradi tega mislim, da liga vse ni izgubila nekaj veliko na kakovosti. Naša igra pa ja, tako je Rok rekel, imeli smo vmes rezultatske krize, imeli smo tudi nekaj dobrih rezultatov, ampak vse tako nekako po delih, ne. Par tekem dobrih, par malo slabših, zaradi tega mislim, da je pač zato je kriva, tako je Rok že rekel, naša mladost, mogoče malo naivnost, ko par tekem zmagaš, potem pa se malo preveč sprostiš, pa misliš, da bo naslednja tekma spet isto. Ampak ne gre vse tako na lahko, sploh proti bolj izkušenim ekipam. Drugače pa rezultatsko pa mislim, da smo lahko, sploh če zdaj premagamo Slavijo, kar zadovoljni. Rok, če pridete v ta play-off, tekmeca seveda še ne poznate, kajti prva 3 moštva imajo potem pravico si izbirati tekmece, kakšna želja mogoče okrog tega, predvsem z vidika oddaljenosti, tudi financ verjetno. Ja. No, jaz moram, če še poudarim tole, da naših zadnjih 5 tekm je bilo v bistvu play-off tekm. Kjerokoli tekmo od teh bi mi izgubili,
in državno prvenstvo proti Bledu in kjerokoli tekmo od zadnjih treh v ligi INL se ne bi uvrstili v play-off. To kaže na dober karakter vašega moštva. Ja, to sem hotel reči. To pomeni, da zadnjih 5 tekm je bilo play-off tekm za nas, vsaka tekma je bila tekma za obstanek, da ostanemo v igri in pokazali smo karakter in jaz si sam želim, da bo to tak tudi naprej v soboto, pa pol normalno to naprej, da ta karakter in pa ta zagrizenost in pa ta disciplina ostane v igralcih, ne glede na to, kje bo igrali v naslednjih 10 letih in to te naredi dobrega igralca, po mojem mišljenju. Zdaj pa, kar se tiče lige INL, vemo, da so stroški, da so 3 ekipe, ki bo igrale v play-offu, se pravi Bregenzenwald, Lustenau in pa Feldkirch, da so oddaljeni 750 km od nas. To predstavlja velike stroške. Igra se na 4 zmage, kar realno pomeni, da težko 4-krat zmagaš takega dobrega nasprotnika. Zato bi si jaz želel tudi mogoče strani gledalcev in z našega kluba, da bi, če pridemo v četrtfinale, dobimo Jesenice. To pomeni 4 tekme z Jesenicami, najmanj 2 doma. Najmanj 4 tekme, najmanj 2 doma. In Jesenice poznamo, ljudje v Sloveniji jih poznajo in mislim, da bi to bil tudi največji... Spet en praznik hokeja. Tako, in da bi privabil največ gledalcev v Celjsko Dano, več kot kjerkoli drug klub v ligi INL. Tim, se strinjate s trenerjem, bi raje šli v Avstrijo ali na Gorenjsko? Ja, mislim, da se kar strinjam z Rokom, no sploh iz tega, tako je rekel, iz finančnega vidika je to sigurno najboljš. Čeprav smo se igralci nekaj pogovarjali, da bi mogoče najboljš za nas bil Bregentvald, ko smo z njimi letos parkrat zelo dobro odigrali sam. Če pa vse skupaj povzamemo, bi pa verjetno res bilo najbolj, da dobimo Jesenice. Rok, že v tem trenutku lahko rečemo, da je ocena sezone, kar se tiče vašega kluba, zagotovo visoka, ne glede na to, kaj boste storili do konca v polfinalu in pa tudi v zaključku te INL lige. Mogoče za zaključek še en pogled naprej, kako se vse skupaj razvija v klubu, kakšna je perspektiva, boste nenazadnje te fante tudi uspeli zadržati v Celju tudi v prihodnjih letih. Verjetno te dobre igre, ki jih kažejo tako v domačem prvenstvu kot tudi v INL ligi, opozarjajo na njih in so oziroma bodo zanimivi tudi za kakšne močnejše klube. Ja, no, če rečem prvo sezona letošnja, ja, mi smo zadovoljni. Ta uvrstitev med 4 v državno prvenstvo je bila mogoče od začetka sam želja, pa smo nekako postavili to v cilj. To smo uresničili, to je glavni cilj, po mojem mišljenju, celo večji od play-offa v ligi INL, ker vseeno državno prvenstvo ima večjo težo, zagotovo. Sigurno. Kar se tiče za naprej igralcev, kot trener si vedno želiš, da bi ekipa ostala na kupu taka, kot je. Mogoče se še s kakšnim igralcem bi se ukrepili, da malo še povečamo konkurenčnost v ekipi. Zdaj, ali se bo to zgodilo ali ne, ali bojo vsi ostali ali ne, o tem je prezgodaj govoriti. Želim si, da bi ostali, če pa kdo dobi kakšno boljšo ponudbo, da bo lahko naredil nekaj več še iz hokeja. Mu pa seveda tudi želim veliko uspeha, ampak glede na mladost naše ekipe, vprašanje, če se splača že nekam ven. Vemo, ste se tudi organizacijsko, finančno stabilizirali. Kakšno je stanje v klubu nasplošno? Ja. Finance so vedno problem. Jaz mislim, da zaenkrat funkcioniramo v redu, ampak mislim, da mi dva nismo glih najbolj prav naslov za te stvari. Mi se bolj ukvarjamo, jaz pa dobri igralci itak s svojo igro, jaz pa tudi bolj z igro, kot pa s financami kluba. Tak da mislim, da zaenkrat barka gre naprej in upam, da bo tudi šlo tako naprej. Tim, kako vi gledate naprej na naslednja leta, naslednjo sezono? Ja, tako je Rok rekel, jaz upam, da bo v Celju zadržali približno isto ekipo, no. Ker letošnja ekipa, recimo čez 2 leti z nekaj več izkušnjami zna biti kar še bolj konkurenčna, kot smo zdaj, ne. Tako da ja, upam, da nas bo vsaj večina ostala. Mogoče smo malce ob strani, danes pustili mlade, mogoče še beseda dve o tem. Vem, da
Imate tudi v mlajših selekcijah veliko fantov, veliko tudi zanimivih, talentiranih fantov. Ja, jaz moram reči, da, ampak dobro, v zadnjih letih se dela v redu, vsemi selekcijami imamo veliko število otrok, ampak le glede na to, tudi ko smo imeli pred leti, pa zelo malo število otrok glede na letnik, v vsakem letniku vedno imamo pač to srečo zgleda v celo, da prihajajo talenti vsake generacije in to veseli. Zdaj imamo otrok dost, sploh tistih mlajših, v 10 letih je res veliko in ta ekipa je mlada in če malo pogledamo skozi vse generacije, če uspemo zadržati ogrodje te ekipe, vedno se bodo določeni igralci menjavali, ampak mladi od zadaj prihajajo, tudi je kar dosti talentov, moram reči, da jih malo spremljamo, vsake generacije nekaj talentov, sploh pri teh mladih. In če bomo finančno držali nivo, ki ga imamo in pa mogoče celo, jaz bi se želel malo povečali, potem se za prihodnost hokeja v Celju ni treba bati. Rok Rojšek, Timo Grajenšek, hvala za obisk v našem studiu, srečno seveda jutri v odločilni tekmi za play-off v INL ligi in potem seveda tudi v zaključku sezone, tako v državnem prvenstvu kot tudi na mednarodni sceni. Drage gledalke, spoštovani gledalci, mi smo s tem do konca pripeljali nocojšnji tretji polčas. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Lep vikend voščim in nasvidenje ponovno prihodnji petek ob 20. uri. Lepo se imejte in lahko noč. Velika, prav posebna akcija Tuš trgovin. Svinjska ledja brez kosti, samo 3,98 € za kilogram. Vedno za vas. Trgovine Tuš. Brez velikih zgodb, brez grandioznih obljub, brez laži, brez olepšav, brez praznih besed, brez dodatkov, brez vsega. Le voda. Oda. Življenje jo hoče. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Ste pripravljeni na nepozaben dan z mano? Uživajte zmagovalci na edinstvenem biatlonskem dnevu. Obiščite www.zimskazmaga.si. Velika, prav posebna akcija Tuš trgovin. Sir edamec, samo 3,19 € za kilogram. Vedno za vas. Trgovine Tuš.